Vsebina današnje nujne seje odbora za promet, ki smo ga predlagali in zahtevali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, se nanaša na revizijsko poročilo, izplačilo odškodnine in gradnja nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska-Ponikve. Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da se je kar nekaj tisočkrat preplačalo zemljišče, ki je bilo v privatni lasti, privatniku, ki upravlja svojo dejavnost, in iz vsebine računskega sodišča je tudi ugotovljeno, da je za te nepravilnosti odgovorna po eni strani Dars in pa posredno odgovornost tudi nosi minister za promet, dr. Patrik Vlačič. Skrbi dejstvo, da ob tako dragih avtocestah, ki smo jih gradili v Republiki Sloveniji, ni nič čudnega, da tudi v tem konkretnem primeru odpovedo vse nadzorne inštitucije. Uprava Darsa, še posebej predsednica Darsa, bi morala takoj ukrepati. Tako je namreč zahtevalo računsko sodišče. Pa se ni nič zgodilo, ukrepanja ni bilo, prav tako niso ukrepali člani nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta niti do danes ni sklical seje nadzornega sveta, na katerem bi obravnavali to vsebino in sprejeli tudi določene konkretne sklepe. Zato se bomo na odboru za promet seznanili z vsebino in jasno postavili tudi sklep, da se sledi in sprejme tudi tiste sklepe, ki jih je sprejel matični odbor, odbor za javne finance, ki zahteva odgovornost uprave Darsa, nadzornikov Darsa in pa tudi ministra za promet dr. Vlačiča. Če povzamem, tudi pri tem in v tem konkretnem primeru lahko ugotovimo, da so kljub temu, da je računsko sodišče ugotovilo očitne nepravilnosti, negospodarnosti, neracionalne uporabe državnih sredstev, nadzorne inštitucije, torej nadzorniki, niso ukrepali. Ni ukrepala vlada, ki je postavila upravo Darsa, in ni ukrepala uprava Darsa in pa nadzorniki uprave Darsa. Torej, tudi v tem konkretnem primeru so odpovedale vse nadzorne inštitucije. In sedaj je na potezi, tako kot velikokrat doslej, začnejo mleti sodni mlini, ki meljejo počasi, toliko časa, da se na same vsebine pozabi.